Dobila smo papirje na mizo oziroma načrte, material je bil že preštiman, kot nam je povedal že profesor. Lotila smo se s tem, da smo lepo na mero odžagala vse dele. Uporabili smo tudi reskarje, vse stroje, katere so nam pokazali že na praksi, pri praktičnem pouku. Imela smo tudi lepila, cvenge oziroma svore, da smo lahko skupaj škatlo zlepila. Uporabljali smo tudi ročno delo oziroma svoje roke, da smo lepo kaj zašraufala, po domače povedano, pobrusila kaj na roke in potem smo lepo skupaj naredila lep bobenček, ko smo ga zadobila. Uporabljali smo tudi brusilne stroje, vse, kar smo imeli v naši delavnici, vse, kar nam pomaga, smo se lepo znašli, lahko rečemo. Pred nami imamo naš bobenček, ko smo ga lepo vse obdelala, tudi nogice smo naštimala. Od spredi je, kako bi rekel, glavna plošča, katera je bolj ožja, da se vse sliši, ko udarjaš. Znotri, če obrnemo, imamo tudi mehanizem, se vidi, tudi znotri je narejen mehanizem, vse se lepo obrača, naštimamo lahko, kakšen je zvok, koliko bo ropotalo, vse priročno. Od zadaj smo pa še lepo z laserjem izrezali napis, da se ve, iz kje prihaja izdelek. Tako da vse smo lepo naredili. Pobrusili vse, da je lepo gladko in nam je nastal lep bobenček. Na naši šoli oziroma na splošno, tudi sam osebno kot mizar, že od nekdaj stremimo k temu, k trajnostni rabi lesa. To pomeni, da les res uporabimo, ne? In potem, ko da vso svojo vrednost pri uporabi, šele potem pride na vrsto to kurjenje, ne? Tako da mi tu v tem lokalnem okolju sodelujemo z lokalnimi mizarstvi, ki nam potem na nek način donirajo ostanke, ki bi drugače pristali v nekem mlinu, nam donirajo ostanke raznih manjših dimenzij, s katerimi pa mi še vedno lahko nekaj naredimo. Z učenci smo se poglobili v sam izdelek, kakšen naj bi izdelek bil. Pogledaš, da je potem izdelek seveda ima neko praktično vrednost, funkcijo, da deluje. Prilagodiš izdelek tehnološkim stvarem, ki jih sploh mi lahko naredimo, ne? Ter pa seveda dimenzijam ostankov, ne? Tudi tale boben smo prilagodili dimenzijo ostankov, ki smo jih dobili.